Danes v novicah med drugim v Mokronogu o turizmu. 70 let doma starejših občanov Metlika. Koncert od Zbora do Roka. Lep pozdrav! Začenjamo v dvorani Mokronoškega kulturnega doma, kjer so se sinoči na prednovoletnem srečanju zbrali predstavniki društev, podjetij, organizacij in občine. Dogodek so nadgradili z okroglo mizo o turizmu. Izhodišče za pogovor je bila misel, tudi turizem je gospodarstvo. Je na prvi pogled turizem lahko prijazen zaradi lepih zgodbic, fotografij, slikic in tako naprej, ampak seveda vsako okolje pa se odloči za turizem, predvsem ko prepozna, da lahko turizem prinese nek napredek in ne nazadnje tudi neke konkretne učinke, ki lahko prinesejo dodaten razvoj. Tudi turizem je gospodarstvo in gospodarstvo je turizem. Skupna sinergija da velike rezultate lahko. Tudi v majhnih krajih in majhnih sredinah. Je pa seveda ključno ravno to, da se povezujemo, sodelujemo in da znamo prepoznati tiste zgodbe našega malega podeželja. Turisti so naši kupci in skozi ta pogled lahko vidimo, da imamo en kup lokalnih izdelkov, ki jih ne moremo po primerni ceni prodati po klasičnih trgovskih poteh, skozi turizem jih lahko pa bistveno boljše. V občini Mokronog Trebelno je najbolj razvit lovski turizem. Če je del turizma tudi sejem, kar je verjetno in tudi znamenitost Mokronoga iz srednjega veka, ko je Mokronog dobil trške pravice, iz te pa izhaja tudi pravica do organizacije sejma. Je to tudi ena zelo obiskovana, bi rekel, prireditev. V Mokronogu mislim, da je ogromno priložnosti. Nekateri so že naredili prvi korak, da so uspeli si zagotoviti proizvodnjo, torej imajo svoj produkt, imajo nekaj za ponuditi ljudem. Ta drugi korak je potreben, da se lahko na koncu ustvari dobiček, kar je cilj gospodarske panoge, pa je seveda, da privabimo tiste, ki bi radi to kupili, ki bi radi to videli. V prihodnje bi šport, kulturo in turizem v dolini lahko povezal skupni javni zavod kot nek podaljšek zavoda Dežela kozolcev. Če hočemo torej peljati neko kvalitetno turistično dejavnost, potem moramo imeti tudi izobražene ljudi, ki bodo to vodili, ki bodo ljudi peljali tja, kamor pač jih je treba peljati. Za vse to seveda rabimo ljudi in torej moramo jih tudi ustrezno nagraditi. Razpravo o turizmu so obiskali tudi Škrat Mokronožec ter učenci in učitelji glasbene šole Trebnje. Nadaljujemo v Škocjanu, kjer so tamkajšnji občinski svetniki na sinočni seji v drugem branju soglasno potrdili proračuna za prihodnji 2 leti. Po 30-dnevni javni obravnavi je pomembne spremembe doživel predvsem predlog proračuna za prihodnje leto. Krepko višji sta namreč tako prihodkovna kot odhodkovna stran. Prva za milijon, medtem ko so izdatke povečali za dobra 2 milijona. Prihodki so planirani v višini 7,2 milijona, odhodki pa v višini 9,1 milijon evrov. Znatnemu povišanju odhodkov med drugim botruje tudi skoraj 850 tisoč evrov težko poplačilo zadržanih sredstev za dobro izvedbo del v našem novem kulturnem centru in zamik izgradnje kanalizacijskega omrežja. V proračun pa je bila hkrati uvrščena tudi nova postavka. Ker smo oddali prijavo na javni razpis Ministrstva za kulturo za obnovo stavbe starega župnišča za ureditev kulturno-turističnega centra dr. Ignacija Knobleharja. Tu je financiranje v 100%, razen DDV, tako da ja, če bomo uspešni, bomo pristopili k obnovitvi. Skoraj 60% načrtovanih odhodkov oziroma dobrih 5,2 milijona evrov prihodnje leto namenjajo za naložbe. Kar je zelo pohvaljno in seveda se veselimo, da bo tudi taka realizacija, zagotovo verjetno vse ne, ampak glavnina pa ja. Pri ključnih investicijskih poudarkih sprememb ni. Nadaljevanje kanalizacije v Grmovljah. Zatem zdaj smo že dali javni razpis za izbor izvajalcev za Dobruško vas, tako da ta 2 odseka naj bi bila v letu 2025 zaključena.
V Dobruški vasi želijo hkrati poskrbeti še za pločnik ob državni cesti. Tu se bomo še pogovarjali z direkcijo za ceste, sestanek imamo v mesecu januarja, tako da si želimo tega konstruktivnega sodelovanja tudi v tem smislu, da gre to sočasnost. Medtem ko bodo sanacijo kanalizacijskega voda med Zavinkom in Staro vasjo ter prenove lokalnih cest v Goriški gori in Malih Poljanah financirali sami, pa so za v prihodnjih 2 letih načrtovane ureditve 3 javnih vodovodov dobili tudi nepovratna sredstva. Investicij je kar na pretek, jaz verjamem, da bomo kmalu pričeli z samo izvedbo in da bomo nekako na koncu leta tudi zadovoljni z samo izvedbo. Občina, ki v letu 2026 prihodke in odhodke načrtuje v višini okrog 6,4 milijona evrov, se namerava zaradi urejanja kanalizacijskega omrežja prihodnje leto sicer zadolžiti za 900 tisoč evrov. Poglejmo v deželo Belih brez. V Metliki so ob koncu leta obeležili še en poseben jubilej. Tamkajšnji dom starejših občanov deluje že okroglih 70 let. Prav toliko časa v tem kraju predano skrbijo za starejše v njihovem zadnjem obdobju življenja. Ob obletnici so v domu v starem jedru Metlike pripravili slovesnost, ki so jo popestrili z zabavnim kulturnim programom. V knjigi so zbrali zgodovino doma, kjer je bilo vse skozi pestro. Ves ta čas se je nekaj gradilo, dograjevalo, preurejalo, ker vedno so neki standardi in normativi, pa vendar se mi zdi, da zdaj res v zadnjih par letih smo, poleg tega, da se je zgradila demenca, smo jo nadgradili, povečali. Danes smo otvorili prenovljeno kuhinjo, tako da mestni trg je popolnoma prenovljen. V teh zadnjih 40 letih, če ga prej nisem poznala, so naredili ogromno. Se pravi, tako na področju infrastrukture, kot na področju storitvenih in pa strokovnih dejavnosti. Tako da bi ob tej priložnosti tudi kolegicam in kolegom v Metliki čestitala za vse njihovo delo, seveda tudi stanovalcem. Starejši seveda niso več zgolj hiralci, zgolj onemogli, niti se dom ne imenuje več dom počitka, ampak je to dom starejših občanov. To ime veliko pove tudi o tem, da imajo tukaj stanovalci možnosti različnih aktivnosti in tudi osebnega razvoja. Gre za izredno pomemben jubilej, ki kaže, kako pomembna je bila skrb za starejše že tako v preteklosti. Le malo lokalnih skupnosti se lahko pohvali z tako uspešnim delom, predvsem pa s to iskreno skrbjo za ljudi, ki so naši družbi ogromno v preteklosti prispevali. V Metliškem domu je trenutno 172 stanovalcev in 120 zaposlenih, ki so bili ves ta čas poglavitni v tej uspešni zgodbi. Brez ljudi, brez empatije, brez pripravljenosti delati, tega sigurno ne. Sami zidovi ne pomenijo nič. In v vsej preteklosti in v sedanjosti so zaposleni osnovno gonilo. Letos so sodelovali tudi z mlajšimi. Umetnine nastale na 43. ekstemporu mladih belokranjskih likovnikov so ponosno razstavili po celem domu. Ostajamo pri likovni umetnosti. Na Sevniškem gradu je nedavno potekalo slavnostno odprtje 24. mednarodnega sevniškega likovnega shoda Grad 2024 v organizaciji Sevniške območne izpostave Javnega sklada za kulturne dejavnosti. Sodelovalo je 53 udeležencev, kar je rekordno število slikarjev. Prišli pa so iz Slovenije, Hrvaške, Ukrajine, Rusije. Prvi smo se zbrali v parku pred občino Sevnica, to je bilo v začetku junija, kjer smo ustvarjali skozi cel dan. Nekateri likovniki so ustvarjali tudi od doma in potem smo imeli oktobra sprejem vseh teh del, ki so nastali ali doma ali v parku. Sledilo je ocenjevanje vseh izdelkov. Potem je 4-članska komisija naredila izbor in tako smo dobili prvakinjo letošnjega shoda, potem mlado prvakinjo shoda, 3 srebrne plakete, ostali pa so prejemniki bronastih plaket.
Podjetje, ki gradi sodobne montažne objekte, svoje priložnosti išče na več lokacijah na Balkanu, ostali pa so ostanki bronastih napak. Tale slika ni zdaj klasična slika, naslikana, ki prikazuje nekakšno iluzijo nekega prostora. Tej tehniki se reče asemblaž. Asemblaž je v bistvu nadaljevanje kolaža, tudi kolaž delamo, sicer ploskvajo, so. Pri asemblažu pa nekako vse, kar je na njemu, stopi v prostor. Letošnja zmagovalka prihaja iz Krmelja. V izobrazbi sem grafična oblikovalka, tako da se nekako te stvari nekako dopolnjujejo med sabo. Likovna umetnost mogoče sicer malo manj, ampak mi je zelo blizu, rada jo imam, uživam v tem. Poleg tega pa delam tudi magisterij iz likovne umetnosti. Sicer pa organizator ne postavlja kakšnih posebnih kriterijev za udeležbo. Mi damo ven razpis in potem se likovniki prijavljajo na naš razpis. Nimamo nobene omejitve, lahko so akademiki, lahko so ljubitelji, v bistvu kdor želi. Vsako leto pa razpišejo tudi temo shoda. Sicer je prevladovala bolj prosta tema, ampak tudi tema Dajo kruh in jemljejo življenje, so se kar nekaj udeležencev se odločilo tudi ustvarjati na to temo. In nastala so prav fantastična dela. Kot je že običaj, je v sosednjih prostorih na ogled svoja dela postavila tudi lanskoletna zmagovalka sevniškega likovnega shoda Judita Rajnar Prosen. Konec novic pa bo spremljalo petje. Mešani pevski zbor Leo Fortis Trebnje je sredi decembra povabil na letni koncert, ki so ga naslovili Od zbora do roka. V zaokrožen prvi del koncerta Magija odmev preteklosti, s katerim so sodelovali tudi na tematskem regijskem koncertu sozvočenja, so pevci povezali 3 razmeroma zahtevne skladbe. 2 avtorja, 2 sodobna slovenska skladatelja, oba letošnja jubilanta, Aldo Kumar, 70-letnik, skladbo Canticus Magicus in Lojze Lebič, skladbo Urok. Vmes za kontrapunkt pa sem želel eno skladbo sodobnega finskega skladatelja na besedilo Shakespearea iz drame Macbeth, kjer čarovnice čarajo, pripravljajo en magičen napoj. 35 pevcev in pevk je v goste povabilo 2 dolenjski zasedbi, Drugi vagon in Plato. Odločitev je padla v bistvu v 14 dneh in smo bili vsi za in vsi zadovoljni, program sestavili. Fantje so naštudirali naš support zadaj v drugem delu, tako da je bil krasen koncert. Smo isto društvo, skupaj delamo, skupaj se ilustrujemo, prijateljujemo in podobno. Vsak nastop je ena izkušnja zase. Tokrat smo prvič akustično, je malo bolj, kako bi rekel, mirno vse skupaj, tako da me prav zanima, kakšni bojo odzivi. Nam je zmer fajn. Čudovito, danes je bilo prvič in upam, da bo še mnogokrat. Super kombinacija, igrali smo čudovite pesmi, čudovit zbor je bil, torej nadejamo se še več takih večerov. Trebanjskemu zboru načrtov ne manjka. Imamo načrtov že za par let, ne radi, ki specifičnega povemo, raznolik program, tako kot je bil do zdaj, tako kot smo mi, Leo Fortis, takšni kot smo, priredbe, zborovske pesmi, črnske duhovne, skratka, načrtov imamo kar veliko. Presenečen tudi, ne bo dolgočasno, z nami ne. Zbor je koncert zaključil s priredbo pesmi Mati Dolenjska, ki jo je napisal Trebanjec Stane Vencel. Za mogočne leve pa jo je priredil Blaž Klemenčič. Zamenjanje nebije za čisto, vse zlato Dolenjska je moja mati. Zamenjanje nebije za čisto, vse zlato Dolenjska je moja mati. Je moja mati, Dolenjska moja mati je, Dolenjska moja je. Naj vas povsod spremljata pesem in dobra volja. Ostanite v naši družbi še naprej. Srečno!